Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je za petek sklical novinarsko konferenco, na kateri je komentiral dogajanje na 8. redni seji občinskega sveta občine Slovenska Bistrica in odgovarjal na vprašanja v zvezi z nekaterimi drugimi aktualnimi temami. O občinskem proračunu za leto 2024 je povedal: Zdaj smo reči, da je ta proračun narejen na trenutnem vedenju in na trenutnih predpostavkah, glede na dinamično dogajanje v Sloveniji, tudi na tem področju, pričakujemo mi zelo hitro, verjetno v naslednjem letu, rebalans. Zdaj, proračun je na eni strani pokriva te potrebe, ki sledijo iz naslova nalog, ki jih mora občina pokrivati. Tudi v smislu tega javno-finančnih možnosti. In znotraj tega smo poskušali vseeno, koliko se je dalo nameniti za neki investicijski del. Res pa je, da je ta investicijski del seveda glede na situacijo bistveno, bom rekel, bolj šibek, kot je bil v preteklih letih. Vseeno smo pa ohranili nekaj teh investicij. Zdaj, seveda, mi poslušamo dostikrat o tem, da so nekatere občine podfinancirane. Jaz trdim to, da so prav vse občine Slovenije podfinancirane. Smo kar več ali manj vsi v isti situaciji. Tudi zaradi tega, ker vi veste, da je ta glavarina zdaj tam 725 evrov plus nekaj malega dodatka iz še tistega dodatnih 20 milijonov. Zračunana je pa bila tam okrog 800 evrov za naslednje leto. In ta razkorak se seveda nekje more dejansko poznati. Zdaj, kar se tiče našega proračuna, prihodkov je okvirno 30 milijonov, in tudi odhodkov je približno toliko. Mi zadolžitve v letošnjem letu tudi nismo, oziroma mi kot minimalno zadolžitev, toliko, da smo zaprli dejansko ta naš proračun. Zdaj, kar se pa tiče teh bistvenih investicij, pa gre za to, da smo sredstva namenili za tiste večje investicije, ki jih v tem trenutku pravzaprav končujemo. Tu imamo v misli zdravstveni dom, še predvsem pa to zeleno parkirišče. Kar nekaj obseg sredstev je namenjen za neke potencialne investicije v prihodnjem obdobju in tudi ena začetna sredstva so za to namenjena v samem proračunu. Zdaj, te investicije, kar se tiče prihodnega obdobja, smo mi nekako povezujemo z tistimi potencialnimi razpisi, ki bi naj sledili iz predvsem razpisov iz operativnega programa kohezije za naslednje obdobje. Je pa res, da pričakujemo in pa dogovora za razvoj regije iz tega naslova, zdaj občine, kot je naša, mestne občine, nismo upravičeni do tega CTN, kar je velik manko, to morate vedeti, zato ker že v prejšnjem obdobju so občine recimo iz tega doble mestne, tam okvirno recimo 15 milijonov evrov, da nam bi to bilo zelo dobro došlo za določene projekte v samem mestnem središču. Tudi v tem finančnem obdobju je slika pravzaprav popolnoma enaka. Glede na seveda situacijo, ki je pa povezana tudi z poplavami in usmerjene sredstva na to področje, pa v tem trenutku niti ne znamo, oziroma še ne vemo, kaj in kje bo možno kandidirati. Je pa res, da mi imamo moče toliko sreče, ker imamo nekaj manevrskega prostora, da lahko na vseh področjih načrtujemo te projekte. Tako da, mi imamo recimo to kolesarsko povezavo do železniške postaje, praktično celotno dokumentacijo, celotna dokumentacija je za avtobusno postajo, pripravlja se dokumentacija na področju urejanja še tega komunalnega sistema v mestu Slovenska Bistrica, enega drugega, tudi vodovodnega, tako da pravzaprav vsa ta področja na nek način pokrivamo. Toliko moče, kar se tiče proračuna za naslednje leto, če imate kako vprašanje. Kanalizacija se letos na Zgornji Boskavi. Ne, seveda ni. Glejte, mi z tem končujemo en velik projekt,
Kar se tiče v bistvu urejanja kanalizacijskega sistema, je verjetno ena največji projekti so še vedno v mestu Slovenska Bistrica. Samo zdaj pri mestu Slovenska Bistrica gre pač za to, ne, da mi formalno to kanalizacijo imamo urejeno, ne, ker je pač mešana kanalizacija. Ne. Res pa je, da mi zdaj že postopno mesto ločujemo fekalno od meteorske in zdaj v tem trenutku se načrtujejo projekti v območju Špindlerjeva in tistega dela. Je pa res, da ne vemo, pa ne znamo odgovoriti na to, ne, ali bo s tem sploh možno kandidirati na sredstva ali pa ne, zato ker tu ne gre za neko novo formalno za neko novo priključevanje, čeprav gre v bistvu za to vrstno urejanje. Mi zdaj to planiramo, načrtujemo pa videli, ne, gre pa tam tudi za zamenjavo celotne v bistvu infrastrukture, podobno kot je bilo na Zgornji Poskavi. Ne. Tam smo reševali tudi problem za vodoskrbe, potem digitalne infrastrukture, elektrike in vsega ostalega. Ne. In potem pa še imamo mi nekaj manjših teh sistemov, recimo po zunanjih krajevnih skupnosti, ampak tam gre za neka manjše aglomeracije. No, rekel, problem pri teh aglomeracijah je pa to, da so se po 2000 enotni sploh ne bomo mogli z njimi kandidirati. Ne. Mi pa sočasno peljemo tudi ta program še naprej, ne, sofinanciranja individualnih čistilnih naprav. Ne.